Ponedeljek, tekma številka 4. Aktivnosti med bivanjem v Turčiji se stopnjujejo in četrti nasprotnik je bil doslej najzahtevnejši. Liteks, tretja uvrščena ekipa bolgarskega prvenstva, po zaslugi bogatega lastnika pridobiva na pomenu. Da bi dosegli zastavljene cilje, so zbrali zveneče ime za vodenje ambicioznega projekta. Od lanskega januarja sedi na klopi moštva iz Loveča legendarni Hristo Stojčkov, ki je svoje izbrance pozival k previdnosti. Vijoličast očeto je temeljito analiziral, čeprav je šlo za pripravljalno tekmo. Una buona gara, io credo che oggi l'Itex ha giocato con primo tempo con 11 che normalmente gioca in campionato. Maribor è buona squadra che vuole vincere tutte le partite, tutte le partite che vogliono giocare, scusi, 90 minuti al lavoro. Io credo che gioca con molta disciplina, gioca bene, c'è calciatori con grande qualità, che Maribor è una istituzione del football mondiale, perché ogni anno gioca Champions League o UEFA. Vuol dire che i calciatori sono preparati per grandi cose in futuro, no? O zmagovalcu dinamičnega dvoboja je odločil en udarec, ena poteza. 11-metrovka dosojena v korist bolgarskega predstavnika. V 60 minuti je v predložku Cvetanova žoga na robu kazenskega prostora zadela v roko Milca. Sodnik se je odločil za najstrožjo kazen. Georgi Milanov, prvi zvezdnik moštva, od katerega si obetajo večmilijonski prestop, je zadel z udarcem v levi kot. V tej situaciji sem poskušal zapreti njegov center šut in pri odrivu sem si zakril obraz z roko in me zadela. Tako da sodniška odločitev je bila taka, da je ocenil, da je bila roka stran od telesa in škoda, no. Tekma je že imela številne značilnosti tistih, ko gre za točke. Ekipi sta že namenili ustrezno pozornost taktičnim zadevam in nista dovoljevali veliko prostora za povezane akcije. Težko je bilo priti do konkretnejšega zaključka. Po podaji Vilerja z leve strani je kot prvi usmeril žogo v okvir gola Mezga. Odgovor z druge strani pa v poskusu uspešnejšega od dvojčkov Milanov. Željo po kazenskem strelu so pri Liteksu izražali že v prvem polčasu po dvoboju Mevlja Cvetanov, toda sodnik je zaradi poskusa izsiljevanja 11-metrovke pokazal rumeni karton bolgarskemu nogometašu. Iz zadnjega poskusa pred odmorom pa Smrekar po podaji Filipovića ni uspel spraviti vratarja Pirgova na večjo preizkušnjo. Drugi polčas v sončnem, rahlo vetrovnem vremenu je ob daljšem obdobju boljše igre zaznamovalo več uspešnih akcij ekipe v vijoličastem. Najbolj obetavno po spretnem prodoru Smrekarja, ki je z dobrim nadzorom spravil žogo do Tavaresa, je ustavil bolgarski vratar Pirgov s posredovanjem pred golovo črto. Tudi v končnici prevlada mariborskega moštva z željo po izenačenju. Liteks je ostal obrambno usmerjen in ob več poskusih uspel ohraniti mrežo nedotaknjeno ter vpisal zmago 1-0. Jaz sem imel svoj načrt, to pomeni, da fantje večinoma dobijo 90 minut, ne glede na to, da so oni menjali. Smo uspeli odigrati na trenutke dobro tekmo v fazi branjenja, jasno proti hitrosti in proti gibljivosti, ki jo je imel nasprotnik, smo imeli nekaj težav, drugače pa taktično dobro, to pomeni, razumeli smo ta smisel in ko bo prišel trenutek, ko bo več svežine, bo potem tudi v napadu, kajti imeli smo nekaj lepih možnosti za izpeljati obetavno akcijo in ko bo tu malo več svežine, ko bomo tudi izbrali tistih 11, kateri so v trenutku v najboljši formi, bo to izgledalo sigurno dobro.